Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Vesela sem, da danes lahko v svoji družbi pozdravim svojo stanovsko kolegico, pisateljico, novinarko in navdušeno raziskovalko življenja. Letos je na knjižne police poslala ljubezenski roman Najboljše šele pride. Da pa življenje ne bi postalo preveč monotono, pa je v teh tednih postala tudi urednica revije Suzi, ki izhaja pod okriljem naše medijske hiše Delo. Danes upam, da jo bomo pobliže spoznali in da nam bo povedala kaj več tudi o svojem takem filmskem ljubezenskem življenju. V moji družbi je namreč Petra Julija Užve. Lepo pozdravljena. Hvala za povabilo. Prej sva se pogovarjali od priimka, ne Užve, Uja dvojni ve se napiše. Bova se vrnila k tej zgodbi, ampak izgovorila sem ga pa pravilno. Si, čestitke. Jaz vsakega gosta prosim, da v studio prinese 3 take osebne predmete, da ga malo bolj spoznamo skozi njegove kakšne zgodbe, pa me zanima, kaj si ti danes prinesla. Jaz sem danes prinesla v bistvu 2 CD-ja, ker sem velika ljubiteljica glasbe. Pearl Jam je recimo ena skupina, ki je mene zelo zaznamovala. Mislim, da sem bila največkrat na njihovih koncertih, od vseh koncertov, ki sem jih obiskovala. Potem pa nisem mogla mimo Alanis Morissette, ki je pravzaprav bila tista ženska v 90-ih, se mi zdi, ki je mnogim nam puncam takrat odprla srce in da smo lahko bile ne samo luškane pa poskakujoče, ampak smo lahko bile kdaj tudi jezne, smo lahko bile razočarane in lahko tudi bolečina zevala iz nas. In glasba je v bistvu en tak zelo pomemben del mojega življenja. Se mi zdi, tudi ko sem knjigo pisala, sem zelo veliko glasbe poslušala, za pač vsak lik, ki ga ustvarim, mu naredim svojo playlisto. Torej, kaj posluša, kaj je tisto, kar se njega oziroma nje dotakne. Tako da, ja, mislim pač glasba je nekaj, kar me spremlja vse življenje v resnici. Mi smo pač v družini, v širši družini pravzaprav, vsak od nas je ali igral vsaj en instrument ali prepeval, moj oče je tudi profesionalno pel. Tako da naša druženja so bila vedno nekako prepredena z glasbo, s petjem, zelo podobna, kot so potem v tej knjigi, ki sem jo tudi danes prinesla s sabo, v kateri pač ta družina Zupančič je družina, ki se je v moji glavi pojavila kot celota. Se pravi, ni prišla zgodba Kristine Zupančič samostojno, ampak je pač prišla ta celotna glasna, kaotična družina v ospredje. In ta njihova druženja, ki jih pač na katerih se tudi mi znajdemo v knjigi, so zelo podobna tistim, ki sem jih jaz imela, ko sem odraščala, še zdaj včasih, ko se pač z družino dobimo na kupu, ko je vse glasno, ko je veliko petja, veliko je tudi prepira, veliko je joka, smeha. Tako da te 2 stvari se zelo prepletata zame. Prinesla sem pa to knjigo tudi ne samo zato, ker je pač letos prišla na police, kot si že povedala, ampak tudi zato, ker tale Mustang, ki je pač na naslovnici, je še ena stvar, ki je meni to zelo ljuba. Jaz sem velika ljubiteljica avtomobilov, sploh teh nekih oldtimerjev, in sem bila tudi s to naslovnico zelo specifična. Se pravi, sem Katji, ki je oblikovala to naslovnico, poslala vse YouTube posnetke, kako točno ta avto zgleda, kako ima točno takšne sedeže in tako da mi je imela po mojem že malo kufr na eni točki. Ampak, se mi zdi, da je v tej knjigi tudi veliko, mogoče ne moje zgodbe, ampak je pa veliko nekih delčkov meni. Moram priznati, da sem jo res, v 2 dneh sem jo prebrala, zelo taka berljiva knjiga in se človek sprašuje, koliko je teh usporednic mogoče z življenjem avtorice, pa tukaj noter. Koliko sebe si dala v te like, ali je mogoče glavna junakinja Kristina tisti tvoj neka skrita plat? To me zelo radi vprašajo. Nisem pobegnila s poroke. Jaz nisem pobegnila s poroke, tudi Kristina je drugačna kot jaz, nisva si podobni. Sva si seveda, v bistvu sem potem skozi odzive bralk
opažala, da se veliko jih najde, vsaj v določenih delčkih njenega značaja, ne, in mislim, da se vsi lahko vsaj po malem najdemo v njej. Niso pa to stvari, ki bi se meni zgodile v tej knjigi, so pa mogoče, tako kot si rekla, te neki drobci, se pravi, jaz imam rada te oldtimerje, imam rada tudi kakšno muziko, ki se not pojavi, ne, tako kot sem prej razlagala za glasbo. Družina je ta glasna, vesela, podpirajoča, tako da to sem tudi jaz imela, ampak to so te neke osnove, na katerih sem jaz potem gradila zgodbo, no. Kako pa je nastajala ta knjiga? Koliko časa traja cel proces in kako je sploh prišlo do ideje, da napišeš ljubezenski roman, glede na to, da sem nekje zasledila, da ni to tvoja prva izbira ljubezenski romani, ne? Da si ljubiteljica Stephena Kinga, ki je... Ja, to je res. Se to mi je mož včeraj rekel, pa vzem kakšnega Stephena Kinga, pa sem rekla, preveč očitno. Ja, je res, ni to moj prvi žanr, no, bom tako rekla, ampak v bistvu ta družina se v moji glavi pojavlja v bistvu v nekem trenutku, ko sem jaz imela dosti težko obdobje v življenju, dosti z nekimi napornimi stvarmi sem se ukvarjala doma, v službi, in so se oni pojavili tako kot nek, jaz temu rečem, da potem, ko sem začela to pisati, da je bilo to zame vaja v optimizmu, ne. Ker takrat je bilo pač res vse dosti temačno in težko in pač sem začela to njihovo zgodbo oziroma pač Kristinino pisati lih iz tega vzgiba, da najdem neko svetlobo, ne. Zato je to toliko humorja noter, zato je toliko neke situacijske komike in tako. In v bistvu takrat, ko se je meni ta ideja pojavila, je bilo to res, samo so bili neki zametki, ne. Potem sem se pa le odločila in sem se prijavila na delavnico ljubezenskega romana pri Cankarjevi založbi. Zakaj sem se prijavila na delavnico? Enostavno zato, ker pač oni so tam ponujali strokovno usmeritev, obdelavo besedil, strani ljudi, ki imajo zelo veliko izkušenj na tem področju. Zdaj, glede na to, da jaz že res dolg časa delam s pisano besedo, bom rekla, sem si tega želela, ne. Jaz sem si zelo želela enih strokovnih ljudi, ki bi pogledali moj tekst, pa bi rekli, ok, tukaj mogoče to malo drugače, to narobe, pač kakorkoli že, da dobim nek feedback, s katerim lahko nekaj počnem, ne. In pa tudi zato, da vidim, a jaz to sploh znam. Glede na to, da pač jaz sem bolj cinik po naravi, ne. In pač neko res lepo ljubezensko zgodbo napisati, ko si cinik, ne, je kar akrobatika in sem rekla, ok, da vidim, če mi to sploh gre, ne. Tako da, evo, očitno mi je šlo. Preden greva naprej k romanu in tudi tvojemu zasebnemu življenju, še tretji predmet, ki si ga prinesla. Tretji predmet je pa tole. Tretji predmet je pa pravzaprav verižica, ki se reče Mangal Sutra. Je pa v bistvu Mangal Sutra v sanskrtu pomeni sveta vez. In je v bistvu nadomestek v hinduizmu, je nadomestek poročnega prstana. Se pravi, oni, ko se poročijo, si ne izmenjajo prstanov, prstane si izmenjajo na zaroki, ki je tudi uradna. Tako da ja, to je moj indijski poročni prstan in moj mož je iz Indije. In zdaj seveda ne moramo mimo te zgodbe, ki se je odvila koliko let nazaj. Tvoja filmska ljubezenska zgodba. Si me ujela. Dobrih 18 let nazaj, ja, tako. Nepričakovano je prišel tvoj sedanji mož v življenje. Kaj se je zgodilo, če mi poveš zgodbo? Zgodba je, se vsi vedno reče, da je malo filmska, ampak v bistvu midva sva sodelovala na nekem online projektu, kjer pač sva vedela drug za drugega, sva komunicirala, bili smo pač, ena ekipa smo bili 4, jaz ena moja prijateljica iz Libanona, pa on pa en njegov prijatelj iz Indije in pač mi smo se tam tudi tako spoznali in jaz sem se do takrat že kar nekaj let odpravljala v Indijo, pa nikoli nekako nisem prišla do tja. In takrat sva se s to mojo prijateljico zmenili, da greva pa skupaj, ne, da jaz letim od tukaj, ona iz Libanona, se dobiva v Deliju, ne. No in takrat je pač prišlo do tega, da je Hezbola njim zaprl letališče in ona ni mogla nikamor, ne. In sem jaz pač poklicala njega tja in sem rekla, ker mi smo bili pa dogovorjeni, da se ustaviva pri njih. In sem rekla, jaz ne vem, če bom šla sama, ker nisem čist prepričana, da si upam, ne. Tako da se vidimo kdaj drugič, ne. In je on rekel,
jaz pa jih menjam službo, ne, imam en mesec dopusta, vmes bom šel jaz s tabo po Indiji. Ne. No in potem sem pač jaz res odletela tja in to je bilo to. In to je to. To je bilo to. In takrat se je zgodila ljubezen. Takrat se je zgodilo. In še danes traja. Ja. Potem si malo kot tale junakinja, ne, Kristina, če lahko majčkeno izdava, da si drznila in da je to pripeljalo tudi do velikih Pa se jaz sprememb. mislim, da te velike dobre stvari se nam vedno zgodijo, če si drznemo. Mislim, ne? Sej pač, če ves čas ostaješ v neki coni udobja, pa če ves čas počneš samo tisto, kar veš, kakšen rezultat ti bo prineslo, se to ni nobenega vznemirjenja v končni fazi pol več, ne. In drzno je bilo tudi sprejeti vlogo, ki si jo v zadnjem času sprejela, urednica Suzi, sedaj Barbara Jerman, novinarska kolegica, je odšla v malo počitne, pozaleče mogoče. In ti si prevzela vajeti. Kakšna bo zdaj vaša smer? Ostajate v teh okvirih, ki jih je zastavila Barbara? Kako se bo nadaljevala pot Suzi? Ja, Barbara je zelo lepo zastavila smernice te revije. Jaz sem bila počaščena, da mi je prepustila vajeti. V bistvu z vso ekipo, vključno z Barbaro, se že dolga leta poznamo. Tako da, ja, sem prevzela, bojo stvari večinoma zaenkrat kar ostale v takšnih okvirih, kot jih bralci poznajo. Vsekakor pa mislim, da se z vsako taktirko urednika pozna nek ton, mogoče bom rekla, mogoče nek svež veter, ali pa drugačen veter. In to se mi zdi, da je v takšnem poslu, kot smo mi, vedno lahko pač pridobitev. Ne? Ampak ja, se pravim, zelo dobro je zastavila vse, tako da mi smo ponosni na vse, kar smo z njo ustvarili in z nekim upanjem in zagonom gledamo v prihodnost. No? Zdaj, novinarsko delo ti prinaša verjetno tudi en kup enih izzivov, spoznavaš različne ljudi, slišiš zgodbe, so tudi oni navdih potem za takele pisanja? Joj, veš, to pa še ne. Ne, nisem še nikoli razmišljala o tem, ker je le tako, ne, jaz ne vem, koliko na stotine intervjuje sem naredila v svojem življenju in vsakega človeka, ki se mi odpre in ki mi zaupa, sem mu hvaležna, sprejmem tisto, kar mi pove, z neko odgovornostjo, cenim to, kar deli z mano. In se mi zdi, da če bi mogoče kakšne njihove težave ali pa zagonetke uporabljala za neke zgodbe, to se mi nekako ne zdi lih fonetično, no. Ampak mogoče pa kdaj koga vprašam, če lahko kaj pomocam. To je pa dobra ideja. Si pa zanimivo vez spletla z eno zelo priljubljeno in znano slovensko pevko, Majo Kevc, ne. Imata eno tako skupno rumeno-rdečo nit sončnice. Kako je bilo? Kaj s temi sončnicami? Z Majo se tudi poznava že v bistvu takrat, ko je ona nastopila na resničnostnem šovu, v katerem ni zmagala, je bila druga. In takrat sva na nekem intervjuju res zelo se začutili, no, bom rekla, in je to preraslo v neko prijateljstvo, ki se ohranja do danes. In zelo velikrat se nam je zgodilo, da so se nama vzporedno dogajale kakšne zelo podobne stvari, za katere o drugi sploh nisva vedeli. In tako je bilo tudi s temi sončnicami. Ne. Sončnice so pomemben del te knjige, se pač to ni noben kvarnik, tisti, ki bojo prebrali, bojo to izvedeli. So tudi na naslovnici, ne, takole. In takrat, ko sem jaz to knjigo pisala, so bile sončnice delovni naslov, ne, knjige. In enkrat sem se pogovarjala z Majo po telefonu in sem rekla, ja, veš, no, to je pa naslov mojega albuma, ne. In sem rekla, no, evo pa spet, ne. Tako da sva se fajn nasmejali na to temo, ona je tudi potem zelo prijazno prebrala knjigo in mi podala neko mnenje, ki je pač tukaj prišlo na zadnjo platnico. Bila je tako prijazna, da je prišla zapet na mojo predstavitev. Tako da se mi zdi, da ja, to so tiste stvari, ki se, lepe stvari se lahko zgodijo, no, iz nekih takih vezi. Se pa verjetno precej redko zgodi, da z nekom tako klikneš, ne, da ga potem ohraniš tudi v osebnem življenju. Ja, v bistvu pač glede na to, da
in jaz in ona, ne, imava recimo veliko ljudi, s katerimi se pogovarjava, ne, vsakotedensko. Pač, ne klikne z vsakim, ampak takrat, ko klikne, no, je pa pač takšna je vsaj moja izkušnja, je pa to nekaj, kar ostane. Rekla si, da je dobila knjigo v branje še preden je prišla na knjižne police. Kako pa je bilo takrat, ko pa si jo poslala v širni svet? Je to zelo poseben občutek, ne predstavljam si sploh? Ja, je v bistvu, pač to je, v resnici je to moja 3. knjiga, je pa prvi roman. Se pravi, prvi 2 moje knjigi sta bili zbirki zgodbic za otroke, zdravilne zgodbice, ki so bile namenjene pač temu, da otrokom pomagajo premagovati določene zagate tekom odraščanja. Povezano tudi z znanostjo, napisala sem jo skupaj s kolegico psihologinjo, in so pravzaprav noter mehanizmi, ki pomagajo otrokom pač te prepreke premagovati. In tam je bilo vse drugače, ne. Se mi zdi, da tisto so bile krajše zgodbice, otroške, sicer enako pomembne, če ne še bolj, zato ker so imele res neko poslanstvo. To je pa res tako, tudi jaz, ko sem jo zagledala, sem rekla, kako je lepa, sploh nisem mogla verjeti, pač se je to zdaj zgodilo, da tisto, kar sem jaz mesece in mesece tipkala, ne. Pa spet je drugače, ker mi ves čas tipkamo, se veš, ti, ki si novinarka, ne, ves čas tipkaš in to ves čas izhaja, ne, ampak to je bil pa res tako tek na dolge proge, no, to je bila največja razlika in ko sem jo držala v roki, je bilo tudi res tako prav neverjeten občutek, no. In kakšni so sedaj odzivi, zdaj je že kar nekaj časa na voljo? Ja, mislim, da je našla bralce, ki jih je morala najti. Tako jaz rečem, pač vem, da niso vsi žanri, niso vsi romani, vse knjige za vsakogar, seveda, ne. Vedno se pohecam, da ne mora biti to samo všeč, ker nisem pica, ne. Ampak se mi zdi, da tisti, ki imajo, pač ki iščejo neki smislom za humor, pa neko romantiko, da kar najdejo v tej knjigi nekaj, kar jim lahko popestri življenje, mogoče tudi odpre oči na kakšne načine. Tudi to sem dobila malo feedbacka od določenih punc, ki so se v enem vidiku zgodbe, ki je mogoče malo težavna, našle in so mi pisale, da sploh niso same videle tega, dokler niso te knjige prebrale, pa so videle, da pravzaprav živijo življenje, ki ni pravo zanje, ne. Tako da očitno opravlja neko svoje poslanstvo, no, ki ga je dobila. Zdaj te bralke, ne, ki so se obrnile nate, so potem spremenile poznaš kakšno zgodbo, so sprejele kakšne take težje življenjske odločitve? A veš, da ne vem, tudi se mi ne zdi, da je toliko na meni, da bi to delila, če bi vedela. V resnici pač jaz še vedno mislim, da se vsi odločamo vsak zase. Tudi Kristina v končni fazi bi se lahko prej odločila, da odide kot pa tik pred oltarjem, a ne. Tako da vsak ima svojo pot, no. Kaj pač najdemo, kako se odločamo, je vedno na nas. Jaz sem samo vesela, če pač nekomu moja knjiga pomaga razmisliti o kakšnih stvarih, ki morda bojo potem vodile v življenje na bolje, bom tako rekla. Je pa še ena tvoja novinarska kolegica tako lepo napisala, tudi na naslovnici piše, če bi roman prišel v roke hollywoodskim producentom, bi končno lahko spet videli popolno romantično komedijo. Vesna Milek je to zapisala. Ja, kakšen kompliment je to? Ja, draga Vesna je bila, draga moja Vesna je z velikim veseljem prebrala to knjigo in meni je bilo v neskončen užitek, smo midve v poznih večerih klepetale o mojih junakih, kot da so resnični. Ona je meni klicala, jaz ne morem verjeti, pa kaj se to dogaja, pa se je to tebi zgodilo, tudi ona je čas hodila vedeti. Tako da mi je bilo v veliko čast, da je najprej sploh vzela ta roman v roke, preden je sploh prišel na police in potem, da je bil pravzaprav sploh celo všeč, ne. In ja, mislim, da ta filmskost, veliko se govori o tej filmskosti, a ne, da teče kot film. In sem dosti tudi jaz razmišljala o tem, ampak se mi zdi, da mogoče je to tudi zato, ker mi v našem prostoru smo vajeni romantične komedije gledati samo na platnu, ne. V knjižnih oblikah jih nimamo, ne. V tujini je veliko romantičnih komedij napisanih kot romani, ne. Pri nas pa tega niti ni, ne. Tako da ja, mislim, da je bolj to, ker je zelo veliko te neke situacijske komike, zelo veliko besednih iger, tako se mi zdi, da je kar to tisto, kar
potegne v filmskost mogoče. No. Pa si predstavljaš, da bi nekoč nekdo napisal scenarij po tej knjigi in da bi na velikem platnu zagledala Kristino Zupančič? Joj, to si sploh ne upam razmišljati. Ja, seveda je za vsakega, ki piše, se mi zdi, da je svojevrstna čast, da si nekdo bi vzel čas pa skušal tvoje delo preliti še v nek drug medij. Vsekakor, ker to pomeni, da je človeka knjiga nagovorila. Priznam pa, da si ne predstavljam, tudi čas me sprašuje, kdo bi pa Kristino igral, pojma nimam. In sem prepričana, da če bi kdaj do tega prišlo, da bi že našli pravo igralko, ker jaz nekako, ne vem, toliko je v moji glavi, da si sploh ne predstavljam, kako bi to izgledalo, če bi jo dejansko upodobili. Zdaj, poleg pisanja, urednikovanja, kaj te še polni v življenju, s čim se še ukvarjaš in zaposluješ? Zaposlujem se kar večinoma s temi stvarmi, ja. Zelo rada berem, zelo veliko berem. Imam tudi na Instagramu en profil, ki sem ga namenila samo knjigam, ki se imenuje Nora na knjige. Tam tudi jaz delam intervjuje z avtorji, s tujimi, slovenskimi, imam bralni klub, ker sem si imela sem pred leti en bralni klub v okviru prijateljc, pa je potem zaradi nekih osebnih izzivov razpadel, vsaka je imela neke svoje težave in potem je to nekako zamrlo. In sem potem zdaj si nekako spletla eno tako mrežo ljudi, ki so pa srečujemo se na spletu, zato ker je veliko teh punc ekspatk, kar pomeni, da je kar neki punci iz Nemčije, iz Danske, iz Belgije in tako naprej, ki pridejo na to spletno srečanje in dostikrat rečejo, da tiste knjige, ki jih mi preberemo v okviru kluba, so pa te pogovori, ki jih imamo mi, so za njih pogosto edini, kjer vadijo slovenščino. Tako da je to tudi ena stvar, ki me zelo polni, moram reči, drugače pa narava. Mislim, to je zelo slajen odgovor, ampak jaz imam zelo rada gost, zelo rada se grem sprehajati, vzamem psa in greva in ona šnofa in jaz diham in se imava super. Kaj pa potovanja, glede na to, da ste se z možem spoznala na potovanju? Ja, to pa zelo rada, midva zelo rada, kam greva, odkrivava neke nove kotičke skupaj, vedno se nama kakšne zabavne prigode zgodijo. Zdaj sva recimo, ko sva bila na dopustu, sva v neki mali vasici naletela na 3 morske kapitane, ki so bili sicer upokojeni, ampak so oni vozili v Koper pa v Bombaj. Tako, od vseh mest so vozili ravno tja. Tako na take luštne stvari se nama vedno dogajajo in po izobrazbi sem kulturologinja, kar pomeni, da me res zanimajo tuje kulture, zelo rada odkrivam neke nove plasti na licu mesta, tako. Mož je verjetno prebral knjigo? Ja, mož bere knjigo, moram reči, da ni še prebral, berejo počasi, ker je le slovenščina, pa je le nekaj specifičnih izrazov, ki jih on mogoče še ne pozna, ampak je navdušen, je zelo podporen, zelo ponosen. Katere kritike si se pa mogoče najbolj bala, ko si dala knjigo prebrati? Kje si se najbolj tresla? Aha, misliš za kakšno osebo? Ja, je. Pa ne vem, mogoče verjetno res zavestno. Zdaj tako drug človek mi ne pade na pamet, ampak vesno res cenim kot publicistko, kot avtorico, kot novinarko, kot kolegico, kot osebo. In sem tudi vedela, da če ji ne bo všeč, da sej nesramna verjetno ne bo, ker to ni Vesna, ampak bi pa začutila, če ji ne bi bilo všeč, bi to ona tako na nek način tako povedala. Tako da me je to njeno res iskreno navdušenje, tudi neke vzporednice sva našli potem v najinem življenju, ki sploh nisva vedeli, da so se dogajale skozi leta. Tako da je bila to spet ena taka lepa zgodba, ki mi je pravzaprav dala pogum in zagon. Omenila si, da si skozi novinarski poklic opravila številne intervjuje, spoznala ljudi, takšne in drugačne. Obstaja kakšna oseba, ki bi si jo želela intervjujati, pa še nisi prišla do tega intervjuja? Zdaj si me pa vprašala. Mislim, o tujih sploh ne bom razpravljala, ker to se mi zdi, da to so druge sfere. Imela sem tudi kar nekaj tujih intervjujev in so mi večinoma vsi ostali v lepem spominu. Od domačih pa kaj pa vem, pravzaprav niti ne. Zdaj ful gruntam, res si me našla. Niti ne, ampak
mogoče za koga, ki ga ni več, pa ga ne bo več priložnosti. Tako ne bo več priložnosti. To mogoče, ker se mi zdi, da veliko teh nekih naših velikanov, ki sem si jih želela zaslišati, sem jih že preizprašala, ampak zdaj mi res nobeden ne pade na pamet. Kaj pa v teh tujih, kdo te je še posebej? Stephen King. Če te skupaj lahko pohvališ? Ne, z njim se ne morem pohvaliti. Ampak zelo veliko mojih intervjuvancev je bilo tudi pisateljev, avtorjev. Kaj se vem, ta seznam je zelo dolg. Bili so tudi kakšni pomembni politiki, ki so, spremenili zgodovino Evrope v času, 10-20 let nazaj. Tako da imam veliko teh nekih, saj so potem tudi, ameriški igralci pa tako. Ampak se mi zdi, da mene vedno me zanimajo ljudje kot zgodbe, se pravi, ne kot zvezde, ampak kot kaj imajo povedati. Ker se mi zdi, da vsak človek, če se mu ti posvetiš, pa če ga poslušaš, pa se odzivaš na tisto, kar ti on pove, ne samo na tisto, kar imaš ti pripravljeno, se sama veš, ti lahko nekaj da. In če lahko nekaj da tebi, lahko da nekaj tudi pravcem oziroma gledalcem. Pa zelo hitro začutiš to energijo, ko prideš na intervju, ali bo tam zgodba ali ne? Ja. Se mi zdi, da to je zdaj res že skoraj 30 let izkušenj. Zelo začutim. Tudi začutim, kdaj je nekdo odločen, da ne bo nič povedal, ker tam pač pa nimaš kaj manevrirati. Imajo tudi eni slabe izkušnje, pa se zato nekako ogradijo. Ampak načeloma se mi pa zdi, da če sem jaz iskrena, pa če sem jaz človeška do te osebe, zato ker včasih se na teh intervjujih zgodi tudi, da kdo kaj pove, kar pol bi vzel nazaj. In pač jaz nimam tega mrhovinarskega pristopa, ne morem tako živeti niti. In se mi zdi, da pač je pomembno, da ima človek to neko varnost pri tebi, če se ti bo odprl in zaupal, ne glede na to, prodaja na 1000 plošč ali pa knjig ali pa je, televizijska zvezda. Se mi zdi vedno bolj pomembno to, da smo pač ljudje drug do drugega takšni. In potem na čelu verjetno tudi živiš. Ja, vsekakor. Zato, ker se mi zdi, da si jaz, se je zlajnano, da pač se obnašali do ljudi tako, kot si želiš, da bi se obnašali do tebe, ampak jaz verjamem v to. Sej niso vsi ljudje dobri, to vemo, ampak tudi obstajajo seveda meje, do kje se pustiš potem, da nisi lih predpražnik, tako kot, sej, ne bom preveč o tem razlagala, se bo mogoče kaj še v knjigi razkrili, ampak se mi zdi pomembno, da smo prijazni drug do drugega. Se mi zdi, da če bi bili vsi bolj prijazni drug do drugega, bi bil tudi svet drugačen, se v resnici vse to sovraštvo, ki ga zdaj gledamo, iz česa pa izhaja. Pa te vseeno kdaj kdo mogoče tudi razočara, ko se pripravljaš na intervju. Jaz vem, da sem že kdaj doživela, ko si pripravljen, pa potem se postavi neka meja in jo sploh ne moreš prebiti. Ja, seveda, ampak to nimaš pol kaj, Imaš ljudi, ki se ti ful pripraviš, pa prideš tja z entuziazmom, z entuziazmom, z idejami, res veliko prebereš o tem človeku, potem ti pa pač odgovarja zdaj ali ne v enem stavku, ampak to nimaš potem kaj. Nimaš nobenih skrivnih orodij, da premagaš ta zid? Skrivnih orodij ne, ampak jaz še vedno mislim, da včasih pomaga, če se ti malo odpreš, pa se nekdo potem malo odpre nazaj. Ampak se pravim, to je pač, če se je človek res odločil, da se ne bo odprl, potem včasih se res ne da. Zdaj moram vprašati, se pripravlja še kakšna knjiga, se kakšne zgodbe že snujejo v glavi? Se tako, kot sem rekla, te Zupančičeve dame živijo v moji glavi brez najemnine, zastonj. Tako da se jim že dogaja. Se jim že veliko dogaja. Trenutno se ukvarjam z sestro, ki se v resnici v knjigi najmanj pojavi. Samo enkrat se pojavi in pač v njeni zgodbi bi rada tudi razložila, zakaj se samo enkrat pojavi in njena zgodba je drugačna od Kristine. Kaj pa bo iz tega, bomo pa še videli. Zdaj se zakrma. Očitno sem tako padla v zgodbo, da me zdaj zanima, kaj. Bova mogoče polke. Kakšno iza kulisja. Nič, počasi sva midve prišle do konca tega najnega pogovora. Res sem vesela, da si vzela čas. Hvala za povabilo, sem zelo vesela. Želim ti vse dobro na vseh poteh, ki jih boš ubirala. Hvala. In upam, da se še kdaj vidiva. Tudi jaz. Hvala tebi še enkrat za povabilo. To je bil Šokcast. Hvala, da ste bili z nami.